ko zunaj nekaj manjka, ko v odnosu nekaj manjka, ko denarja manjka, ne pojdi ven raziskovati in reševati. Pojdi noter, kako sem pozabil nase, kje nekaj potrebujem, pa si tega še nisem dal in si začni dajati to. In velikokrat vaš zemeljski reče, ja, ampak jaz potrebujem denar, zato da se bom jaz počutil boljše. Pa ni res. Kar ti potrebuješ je spanec, kar ti potrebuješ je objem, dotik, poslušanje sebe, kar ti potrebuješ je nekaj, za kar ne potrebuješ denarja. Tukaj smo danes za vas in z vami vsi mi vaši osebni angeli, vsi osebni duhovni vodniki, svečeniki in celotno duhovno vodstvo vseh duš tukaj in vaša celotna zavest. Naš namen je, da vam danes odgovorimo na čim več vaših vprašanj, zato vas povabimo, da postavljate vprašanja točno takšna, kot so, iz sebe, iskreno, pristno. Izrazi tisto, kar te zanima, zato da lahko dobiš čim bolj jasen odgovor. Tako da povabimo, da kar začnemo in kdor ima vprašanje, da ga kar postavi. Hvala. Čudovito vprašanje, hvala. Najpomembnejše zavedanje je, da čisto vsak človek, vsaka duša, njeno naravno stanje je obilje. To pomeni, da vsak izmed vas je rojen v stanje, da mu je dano. V fizičnem življenju, ko ti nekaj ni dano, to kaže samo na to, da ti sam sebi ne daješ. In torej najpreprostejši način aktivacije obilja zunaj, tudi finančnega obilja zunaj, je, da začneš dajati sebi znotraj. Se pravi, ko zunaj nekaj manjka, je to samo odraz tega, da znotraj nekaj manjka, da ti sam sebi manjkaš. In torej, ko si ves čas v dajanju sebi, v skrbi zase, ko ves čas imaš odnos do sebe, ki je dovoljujoč, dajajoč, se ves čas zunaj tebe preslika to stanje in ti je ves čas dano, ves čas ti priteka vse, kar potrebuješ. In torej, naravno stanje je pretok. Ko ni pretoka, je to izkrivljeno stanje. In to samo pokaže, da si pozabil nase, da si na neki točki nehal dajati sebi. In kaj konkretno to pomeni? To pomeni, da postaneš sam sebi največja prioriteta in vsak dan, v vsakem trenutku sebe vprašaš, kaj bi bilo največji ljubezni do mene v tem trenutku in to narediš. Kaj bi bilo v največji ljubezni do mene in to narediš. In torej, če si zaželiš v danem trenutku zavpiti na ves glas, pa ti tega ne narediš, ustvarjaš pomanjkanje denarja. Če si v danem trenutku želiš iti domov, si nekje pa hočeš iti domov, pa ti tega ne narediš, zablokiraš pritok obilja. Ne samo obilja denarja, zablokiraš pretok. Se pravi, ko ti ne poskrbiš zase, na kakršenkoli način, te lulat ne greš lulat, si lačen ne ješ, si žejen ne piješ, te zebe se ne oblečeš, si utrujen ne spiš, si želiš nek izraz in si ga ne daš. Ko zablokiraš sebe, takrat ustvariš blokado zunaj sebe.
Ampak ljudje delujete na tak način, da najprej opazite, da zunaj manjka in potem se začnete ukvarjati z zunanjo situacijo, da bi bilo zunaj več. Naprimer, vidiš, da nimaš dovolj denarja in začneš več delati. Se pravi, se ukvarjaš z zunanjo situacijo. Ko zunaj nekaj manjka, ko v odnosu nekaj manjka, ko denarja manjka, ne pojdi ven raziskovati in reševati. Pojdi noter, kako sem pozabil nase, kje nekaj potrebujem, pa si tega še nisem dal, in si začni dajati to. In velikokrat vaš zemeljski reče, ja, ampak jaz potrebujem denar, zato da se bom jaz počutil boljše. Pa ni res. Kar ti potrebuješ je spanec, kar ti potrebuješ je objem, dotik, poslušanje sebe, kar ti potrebuješ je nekaj, za kar ne potrebuješ denarja. In torej, pomanjkanje denarja zunaj kaže na pomanjkanje tebe v odnosu do tebe. Torej, na velik list si napiši moje prioritete, dvopiče, številka 1, jaz, številka 2, jaz, številka 3, jaz, številka 4, jaz. In greš lahko v neskončnost. Oseba, ki ves čas deluje na ta način, kaj je v največji ljubezni do mene, kaj potrebujem, kaj mi veliko pomeni v tem trenutku, kaj je zame največji dar v tem trenutku. To je oseba, ki stalno skrbi zase, skrbi zase, skrbi zase in avtomatsko življenje začne skrbeti zanjo, skrbeti zanjo, skrbeti zanjo. In v odnosih ti je dano in denar ti je dan. Se pravi, fokus ni delam več zunaj, ampak dajem več sebi. In posledično takoj se pokaže, da ko daš sebi, življenje da tebi. Ko poskrbiš zase, življenje poskrbi zate. In to je vsa umetnost, da se ne sfokusiraš na zunaj, ampak si daješ navznotraj. In to prakticirajte za takojšnje manifestacije te realnosti zunaj vas. Hvala. Lahko postavite naslednje vprašanje. Torej, prvo, kar je pomembno za vse, ki se vam dogaja ponavljajoči vzorec, kar potrebujete ozavestiti je, ni slučajno, da naletite na enake osebe. Ampak raznolike osebe se na vas odzovejo na enak način. Se pravi, govorimo zdaj za vse tukaj zbrane. Ko se ti nekaj ves čas ponavlja v odnosu, ko se ti zgodi, da te ljudje na enak način obravnavajo in so različni ljudje, ne gre za to, da slučajno imaš to smolo, da ti naletiš na take ljudi. Gre za to, da raznoliki ljudje se nate odzovejo enako, ker imaš ti v sebi to vibracijo. Se pravi, ne gre za njih, gre za to, da ta oseba ob tebi ta del sebe izrazi, ker se odzove na tvojo vibracijo. In torej, ni važno, kaj je. Morda te ne slišijo, morda se ti ne predajo, morda te ne izberajo. Ni važno, kaj je ta stvar, ki jo ti ne dobiš, ker ne gre za to, da oni nečesa nočejo dati, gre za to, da ti en del ne želiš oziroma nisi pripravljen sprejeti. In torej, najpogosteje, ko v zunanjem svetu, v odnosih ne dobite, kar želite, iščete drugo osebo, ampak ni trik v zamenjavi osebe, trik je v tem, da ti pogledaš, kako si ne dovoliš sprejeti tega.
Se pravi, tvoj lahko misli, jaz želim, da se mi moški preda. Ali pa ženska, ni važno. Ti lahko to misliš in čutiš in si tega želiš. Ampak dokler sama ali sam nisi pripravljen sebe popolnoma predati sebi in odnosu, oseba ne more na tak način sodelovati s teboj. In torej odgovor za te in za vse je, to, kar ti hočeš od druge osebe, to daj ti. Sebi in njej. Čeprav tvoj misli, ja, ampak saj jaz to dajem, ne daješ. Ker če bi dajal to zares, bi to vibracijo dobival nazaj. Se pravi, recimo, nek klasičen primer. Rečeš lahko, ta oseba se vedno name dere, jaz se nikoli ne derem na njo. Ta oseba se vedno dere, jaz sem vedno mirna in miren in ta oseba se vedno dere name. Če je oseba do tebe agresivna, pomeni, da si tudi ti na nek način agresiven do sebe in do nje. Mogoče tvoja agresija ni v besedah, mogoče je tvoja agresija v pogledu. Dejstvo je, da to, kar doživljaš lahko samo zato, ker imaš ta zapis v sebi. Če tega ne bi imel, bi se oseba jezila nate in ti niti ne bi dojel, da je to jeza. In torej, kar je pomembno je, ko se ti v odnosu nekaj dogaja, kar ne želiš, ne dajaj fokusa na osebo, ki ti tega ne daje, dajaj fokus nase, kako jaz dovoljujem to stanje. Recimo v tvojem primeru oseba se mi ne preda. Kako se lahko jaz bolj predam? Kako se grem lahko jaz bolj dobesedno kot s padalom, da se vržem iz aviona in se vržem v ta odnos, tudi če ga bo konec. Samo grem cela noter. In torej, kar prepoznavamo v večjih vaših odnosih je, da ste v odnosih previdni. Če bo ta oseba meni dala to, potem mi bom dal tak delež sebe. Če mi bo ta oseba pokazala to, potem mi bom jaz pokazal tak delež sebe. In dajete v odnos toliko, kot vam je oseba že dala ali pokazala. Ti potrebuješ dati v odnos to, kar ti si, to, kar ti čutiš, tudi če ti oseba nič od tega ne da nazaj. Ker ne gre za drugo osebo, gre se zate. In torej, v odnosih, v vseh odnosih, ne sprašuj se, ko bom to dobil, bom jaz dal to. Ti samo daj to. Daj to, kar čutiš. Daj to, kar ti si. In šele takrat, ko greš ti cel, ko se vržeš iz aviona, skočiš in se cel vdaš v to izkušnjo, se odpre v odnosu polje, da oseba lahko cela da sebe. In torej za to gre. Zadaj te tvoje izkušnje in vseh, ki imate podobno doživetje, je, da vstopate v odnose previdni, namesto da bi vstopali v odnose celi. In če želiš, da se oseba ti preda, se ti predaj sebi, se ti predaj odnosu, greš cela noter. In s tem ustvariš polje, razširiš odnos, da je lahko to tam prisotno. Sploh pri ženskah, drage ženske, moška energija je tako čista in tako močna, da se takoj odzove na prostor, ki ga ti odpreš. In če ženska odpre prostor, tukaj smo pristni, bo moški prišel in bo pristan. Če ženska odpre prostor, tukaj smo predani, jaz sem predana, cela sem tukaj, bo moški prišel in bo cel. Zato, ker ženska energija ustvari prostor, da se moški lahko izrazi.
In torej ne gre za to, da je moška ali ženska energija boljša ali slabša, samo drugačne funkcije imata. In če je moški puščica, je ženska krog, kar pomeni, da dokler ženska ne naredi kroga, se moška energija ne more zajeziti. Bo šel samo čez, ker ne more narediti prostora. Zato je ženska tista, ki ustvari družino. Zato je ženska tista, ki ustvari vsak odnos. In torej ne gre za to, da je ženska več. Gre za to, da to je kvaliteta ženske energije v tebi ženska. Moški imajo pa ta fokus, da lahko čisto vsako tvojo kreacijo milijonkrat povečajo. In zato v odnosih, to bo govora še v naslednjih srečanjih, ko bomo govorili prav o partnerstvu za vas. Ampak za zdaj, če ženska nimaš, to velja za vse ženske, če ti nimaš te kvalitete, ki jo ti želiš od partnerja, če jo ti nimaš že v odnosu, če jo ti ne daješ v odnos, moški nikoli ne bo mogel te kvalitete vrniti, ker ti nisi naredila prostora. Se pravi, bolj domače povedano, če ti čutiš potrebo, da se moški tebi preda, potem moraš ti v ta odnos prinesti sebe, ki je predana. In to sploh ne bo moški razmišljal, on se bo samo z energijo odzval. Ti boš tako polje odprla, on bo v to polje prišel. Če ti želiš v odnosu, v katerem zares želiš, da je polno intimnosti, samo ti začni dajati to v odnos. Bodi ti intimna z njim, bodi ti čuteča, dotikaj se ga, poljubljaj ga, pridi s tem v prostor. In to bo avtomatsko moškemu aktiviralo, aha, tukaj je prostor, da lahko izrazim ta del sebe. In moški so v resnici izgubljeni, če ženska ne postavi prostora. In recimo klasičen primer. Ženska moškega vpraša, kaj bi? Ali bi raje krompir ali bi raje testenine? Ti, ki si kreatorka prostora, sprašuješ nekoga, ki ni kreator prostora, ampak je samo oseba, ki potencira ta prostor, kaj on bi. In največkrat, če se vživiš v to situacijo, potem on izbere krompir, ti mu rečeš, kaj res, mar ne bi raje testenine. Ali vidiš, ti njemu daš prostor, izberi, ampak v resnici ne dovoliš, da izbere. In potem mu rečeš, kam bi raje šel. Greva k mojim prijateljem ali greva k tvojim prijateljem. In potem on pač nekaj izbere, zato ker mora. In ne glede na to, kaj on izbere, tebi ne paše čisto, kar je izbral. Ja, zakaj? Zato, ker ti si kreatorka prostora. In torej, kar bi bilo boljše za vaju, govorimo zdaj za vse odnose moški-ženska, ne glede na to, ali je to partnerski odnos ali ne, je, da ti izbereš. In potem bo moški vstopil v ta prostor. To ne pomeni, da bo vedno šel s tabo in bo rekel, ja, jaz tudi to želim. Ampak ne polagaj vanj odločitve, ker ni njegova energija, da izbere zate. Ti moraš izbrati zase, on se bo pa odločil, ali bo šel s tabo v to kreacijo, ali bo pustil, da je ta kreacija tvoja. Vprašamo, ali to lahko razumete. Se pravi, ti kot ženska ne sprašuj, ali raje krompir ali raje testenine. Ti naredi testenine, če je to tvoja izbira. In moška energija, ko bo on prišel domov in bo videl, da si ti naredila testenine, on bo ali vstopil v te testenine, ali bo šel pa na pico. On ne bo tebi, ko ti izbereš nekaj, on ne bo tebi govoril, ne naredi mi krompir. On bo šel s to tvojo vibracijo ali pa zase ustvaril svojo situacijo. In torej,
karkoli želiš v odnosu moški-ženska, da je tam, draga ženska, ti moraš odpreti prostor za to. Sicer moški, kot da ne dobi, kot vžigalica, ki z enim potegom narediš ogenj, moški ne dobi ognja, če ti ne prižgeš vžigalice. In zato ženska, če ti nekaj manjka v odnosu z moškim, je zato, ker ti nisi ustvarila prostora za to. Ne zato, ker on tega ni dal. On ni mogel dati tega, za kar se ti nisi odprla. In ne gre za to, da je moška energija boljša ali slabša od ženske. Gre za to, da energiji različno sodelujeta. In torej, kar želiš v odnos dobiti, zato mora ženska odpreti vrata. In moški, vi to veste. Ker če ženska ne bo odprla vrat, naprimer, za intimnost, ti veš, da ti ne moreš svojim potiskanjem in svojo silo, ne moreš skreirati intimnosti. Ker je ženska tista, ki odpre vrata. In torej, jasno zadaj za tvojim vprašanjem je to, česar v odnosu ni, samo pomeni, da ti za to ne ustvariš prostora. In zadaj za tem je, velja za vse, da se ne vržete dol iz aviona, saj imate padalo. Samo vrži se in pojdi v izkušnjo odnosa. Cel. Ne s tem, dokdaj bo to trajalo, kam bo to peljalo, kaj bo to pomenilo, da si že 10 korakov s svojim umom naprej. Tukaj, zdaj bodi in odpri prostor, zato ker zdaj želiš odpreti prostor. In to je naš odgovor. Hvala, smo odprti za naslednje vprašanje. Hvala za tvoje vprašanje. Torej, ne gre za selitev, lahko tukaj umestiš karkoli drugega. Počitnice, še en otrok, da, ne. Ni važno. Karkoli, ko se moški in ženska v odnosu potrebujete odločiti, so koraki sledeči. Prva napaka, ki jo storite, je ta, da rečete, to je najina skupna kreacija in že v štartu vstopite v to, kaj bi midva želela. Ne gre se za vaju, gre se zate. Kaj si ti želiš? In torej, moški napiše svoj seznam, ženska napiše svoj seznam. Kaj si ti želiš? Recimo v vajinem primeru. Ti napiši, kje si ti želiš živeti, kako želiš doživljati svoj dom, kaj želiš, da je blizu, vse to, kar je tebi pomembno, kako bi se ti rada v svojem domu počutila, bla, 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 bla. Vse, kar je tvoja top izbira. Ne ukvarjaj se z denarjem, ne ukvarjaj se z lokacijo, ne ukvarjaj se s tem, ali je on tudi za ali ni za. Ti samo pojdi vase in na list napiši svojo največjo kreacijo, to, kar ti zase zdaj čutiš. In on stori enako. Napiše vse to, kar on zase zdaj čuti. In najboljše je, če to oba delata ločeno, v smislu ne skupaj za isto mizo, ampak da rečeta, v redu, do nedelje vsak zase napiše ta list. In potem ti v svojem času in on v svojem času, ko sta v tej energiji, se umakneta, vsak zase naredi. In to je prva stvar. Isto recimo, če želiš otroka. In ti želiš otroka, partner noče otroka. Vsak zase napiše na list, kaj si on želi v družini, kaj je tisto, kar on želi še doživeti kot oče, moški ali ženska, mama, ni važno. Recimo na vajinem primeru. In torej, vsak zase napiše in potem prideta skupaj. In to je prostor za deljenje, ne za pogovor. Se pravi, prvi korak je zase napišeš, drugi korak je deljenje. To pomeni, ti poveš, jaz sem to želim, to želim, to želim, to želim. Morda je celo boljše, da ne poveš, ampak si samo izmenjata liste. In on izrazi isto. In to ni prostor, kjer klepetaš,
ampak je samo prostor, zdaj jaz dojamem, kaj si ti želiš. V redu. In potem pauza, vsaj 3 dni se ne pogovarjata o tem. Zato, da se vsakomur razvije, ona si to želi. In da začneš ti razmišljati, mogoče bi pa jaz tudi to, ne, to mi pa res ni. Se pravi, da se na podlagi te informacije začne tebi odpirati novo polje. Ker včasih si ti prepričan, jaz želim živeti na morju, jaz želim živeti na morju, jaz želim živeti na morju, oseba pa noče živeti na morju in ti samo govori, nočem na morju, nočem na morju, nočem na morju. Ampak ko pa ti vidiš njen zapis in ti ona tam napiše, želim živeti na čudoviti planini s sjajnim pogledom na gore, pa šele takrat, ko to vidiš, dojameš, wow, to je tudi nekaj, kar bi si zase želel. Se pravi, včasih si toliko zabarikadiran v svojo predstavo, da hočeš samo to, dokler ti nekdo ne predstavi nekaj čisto drugega, kar še obstaja in šele takrat lahko to zavibrira s teboj. Ali vsi da sem razumete? Se pravi, v drugem koraku samo izmenjaš in si pustiš nekaj časa, da se v tebi rodi ideja. In šele v 3. koraku prideš skupaj in se začneš pogovarjati. In poveš, meni je bilo zelo všeč tisto, ko si napisal, da bi imela velika okna. Super, jaz bi imela tudi velika okna. Torej, obkrožiš velika okna. In takrat začneš pisati 3. list, ki je vajin list. In napišeš, želiva si velika okna. In potem ugotovita, da si nekdo želi živeti na morju, nekdo si želi živeti v gorah. In si rečeta, kaj je tisto, zakaj ti želiš živeti na morju? Ja, zato, ker hočem imeti toplo. Kako bi še lahko ustvarila toploto? Se pravi, ne gre se za fizično formo, gre se za to, zakaj si ti to želiš. In se pogovarjata o željah, o občutkih. In iz tega napišeta potem seznam, ki je tisto, kar podpira vaju oba. In šele ko sestaviš to, kar podpira vaju oba, morda se boš morala usesti z njim večkrat, ni važno, šele takrat gre ta stvar v manifestacijo. Zdaj, lahko pa, da ne prideta skupaj, zaradi tega, ker potrebuješ ti imeti še eno svojo hišo, kamor hodiš in tam delaš, razumeš? Ni vedno, da se vseh stvarih skladaš. Včasih je del tvoje duše tudi to, da ima nekaj, kar je čisto tvoje in kar ni povezano s partnerjem. In mogoče boš ugotovila, da ti potrebuješ imeti pisarno v takem okolju, katerega si ti želiš za svoj dom. Razumete to? Ne gre se za to, da moraš vedno priti v vseh točkah skupaj. Gre se za to, da včasih ugotoviš, da si ti nekaj želiš in ti lahko to doživljaš mogoče skozi drugo obliko sebe. Se pravi, ko napišeš zadnji list, je ta list tisto, kar vaju oba podpira in potem daš to v manifestacijo. In samo rečeš, vesolje, to je tisto, kar si midva želiva, napišeš občutke, kako se želiš počutiti, in potem samo začneš ljudem govoriti, kaj si ti želiš in daješ to informacijo ven. In te najde prava hiša, pravi dom, tralala, lahko tudi koča ali šotor, ni važno, kje si želiš živeti. Torej, kar je bistven je proces. Vsak zase najprej zamenjata informacije, potem vsak zase še vedno nekaj melje in dojema in razmišlja in potem šele v 3. koraku prideta skupaj in se pogovarjata. Zakaj si ti želiš velika okna? Jaz si želim pa banjo. Kaj pa, če bi imela banjo in tuš? In ne ukvarja se sploh z denarjem do te točke. Zaradi tega, ker ne potrebuješ denarja, da si zmanifestiraš to željo. Ker prihaja obilje in pritok manifestacij iz različnih virov. In šele takrat, ko denar pustiš pri miru in samo rečeš, to si želim, se bo zmanifestiralo to. In v taki obliki, na tak način, da si boš ti to lahko privoščil. Vaš omejen vedno misli, moram imeti toliko denarja, se pravi, si lahko privoščim tako veliko hiško. Ne gre za to. Ti izberi svojo top izbiro, ostani z mislijo v njej in denar oziroma tako, kot se mora ta hiška skreirati zate, se bo skreirala. In to je naš odgovor. Če ima kdo kakšno podvprašanje, ga lahko postavi. Sicer lahko novo vprašanje tudi, ja.
Hvala za tvoje vprašanje. Torej, prvo, kar potrebujete razumeti, je, da vsaka oseba kreira svoje odnose. Se pravi, ti kot mama, ti kreiraš odnos s svojim prvim otrokom, ti kreiraš odnos s svojim drugim otrokom. Ti ne kreiraš odnosa z obema, ti z vsakim posebej kreiraš odnos. Enako je za tvojega otroka. Ta otrok kreira odnos s teboj, kreira odnos s svojim bratom, kreira odnos s svojo sestro, ni važno, koliko je velika družina, kreira odnos z očetom, z babico, z dedkom. Se pravi, čisto vsaka oseba kreira svojo mrežo odnosov. In kot duše imate različne dogovore. In če se tvoja otroka ne razumeta, če tudi se sliši to zdaj grozno, to nima veze s teboj. Zakaj? Zato, ker je njuna izmenjava, ne tvoja. Ampak poslušaj naprej. Prvo torej, kar morate ozavestiti je, ti poskrbi za tvoj odnos do osebe A, za tvoj odnos do osebe B in daj v ta odnos sebe, deli sebe, doživljaj s to osebo, kar hočeš in se ne ukvarjaj, kako imajo osebe A, B, C med sabo odnose. Ampak daj fokus v to, da je tvoj odnos z osebo A dober, da je tvoj odnos z osebo B dober in tako naprej. Ker takoj, ko začnete vi urejati odnose med osebami A, B, C, ste se že vmešali v zgodbo, ki ni vaša. In torej, namesto, da vi posegate v odnos, ki ni vaš, začnite raje svojo vibracijo in svojim zgledom kazati, kaj so za vas dobri odnosi. Tako da imate vi z vsako osebo posebej ljubeč odnos. In torej, ženske, zdaj se bomo skoncentrirali na vas. Ve kot mame ali kot na nek način varuhinje doma, vi ves čas hočete biti kot neko veliko bitje nad vsemi in držati vezi, da se bo ta s tistim razumel, pa da se bo mož razumel s tvojo sestro, pa da se bo tvoja sestra razumela ne vem, moževo sestro, karkoli. In ti držiš to kontrolo in te vezi in ni čudno, da si izčrpana. Ker greš se igro, ki jo ne boš nikoli zmagala. Tvoja naloga ni skrbeti, ali se tvoj mož razume s tvojo sestro. Ker to je njun odnos. In če ga bosta ona dva gradila prav, če ga ne bosta tudi prav. In ti se moraš naučiti, zdaj velja za vsakogar izmed vas. Ti vlagaš in skrbiš za svoje odnose in ne posegaš v odnose, ki niso tvoji. Edini način, da maksimalno podpreš odnose, ki niso tvoji, je, da ti skrbiš za svoje odnose. In ko bo oseba A imela lep odnos s teboj, bo videla, da obstaja lep odnos, da se lahko tako lepo počuti. In bo imela neko podlago, neko spomin, neko doživetje, da bo lahko dojela, aha, moj odnos z osebo B pa res ni najboljši. Kot duše imate različne naloge in ti ne veš, kakšen je dogovor tvojih otrok. Ne veš, kaj sta v preteklih življenjih doživljala, ne veš, kje se njuna zgodba zares začne in zakaj si gresta tako na živce. Veš pa, da želiš v družini se počutiti lepo. Ampak to ne pride iz tvojega kontroliranja drugih odnosov, ampak iz tega, da se z vsako osebo posebej povežeš, da vsaki osebi nameniš sebe, da vsaki osebi daš svojo ljubezen in prejmeš ljubezen nazaj. In ko ženska misli, da hoče boljše odnose v družini, ona v resnici želi sama se počutiti z vsako osebo lepo povezana. Vprašamo, ali to lahko razumete? In torej, najboljše je, da odnos, ki ni tvoj, da ga res spustiš in se vanj ne vpletaš, je, da narišeš znak neskončnosti in da daš v en balonček, napišeš sebe, tvoje ime, v drugi balonček pa napišeš vse te osebe in narediš 7-krat v eno smer s svinčnikom, z modrim kuljem.
in rečeš, spuščam navezanost nad tem, kako bodo te osebe med seboj sodelovale. In potem še v nasprotno smer 7-krat. In to lahko narediš za vsako osebo posebej. Če boš delala to za vsako osebo posebej, boš ti čistila tvoje vezi do nje. Če delaš pa z vsemi, pa pravzaprav čistiš svojo kontrolo nad tem, kako se bodo oni znašli. Ker to, kako se oseba A in oseba B med seboj dogovorita, da se bosta pogovarjala, to ni tvoja stvar. Tvoja naloga je, da imaš z osebo A in z osebo B individualno tak odnos, kot ga ti želiš imeti. In to je nekaj, kar se ženskam običajno zdi nemogoče, da se ne bi one ukvarjale s tem, kako se otroci med seboj znajdejo ali razumejo. Ampak dejstvo je, ženska, da s tem, ko se ti vpletaš, zapletaš, ne razrešuješ. Ker je dušna pogodba, da nekaj tam je, kar se mora razrešiti in ti nisi vključena v dušno pogodbo teh dveh oseb, čeprav si ti njuna mama. Vprašamo, lahko to razumete? Ja. In torej, naučite se ukvarjati se z odnosom individualno, z vsakim odnosom posebej. In ena stvar, ki jo recimo vsaka oseba hoče, tudi ti, je prepoznava. To pomeni, da ko prideš v prostor in je tam oseba, prepoznajo, vidijo. Tudi če rečeš, wow, kako imaš lepo obleko danes. Ni važno. Samo prepoznaj to osebo, prepoznaj jo. In torej, to je tisto, kar vas bo začelo povezovati, ko boste dejansko videli ljudi, ko jih boste pogledali v oči in boste videli jih. In jih boste prepoznali in boš morda videl, da je oseba žalostna in jo boš samo objel. In lahko je brez besed. Samo dajte se začeti prepoznavati. Prepoznaj osebo tam. Prepoznaj, samo začutijo. To je naš odgovor na tvoje vprašanje. Hvala. Najprej spravi naravo v svoj dom. Kupi rožice, prinesi ljubje, kamne, kristale, slike narave, predvsem pa nekaj fizičnega iz narave. Lahko greš, vzameš nekaj zemlje in jo samo postaviš namesto rože na sredo mize. Prinesi naravo noter. To je prvo. Torej, gre za to, da si je zastavil, dobro bi bilo, da hodim v naravo, ampak meni se ne ljubi, zakaj pa potem ne prineseš naravo k sebi? Zato prinesi naravo noter, da te napolni. In delaj to. Samo vedno, ko greš v trgovino, kupiš šopek rožic in prinesi naravo noter. In začni samo naravo prinašati noter. In kar naenkrat se bo samodejno zgodilo, če je prav, da greš v naravo, da boš avtomatsko šla v naravo. Če pa ne potrebuješ in je dovolj, da je narava znotraj tebe, tvojega doma, potem samo nadaljuj s tem, da je narava znotraj. In torej, toliko, zdaj govorimo za vse, toliko stvari je, katere poznate, da so dobre za vas, ampak se ne spravite k njim, kaj ne? Pa dobro bi bilo, da bi malce več telovadil, pa se ne spraviš. Pa dobro bi bilo, da bi malce večkrat meditiral, pa se ne spraviš. Pa dobro bi bilo, da bi malce večkrat v naravo hodil, pa se ne spraviš. In potem se obsojaš, ker se ne spraviš nekaj, kar bi bilo pa res dobro zate. Kaj pa, če bi dal sam sebi mir in bi si dovolil, da si pač v tem trenutku len in bi samo polno doživljal svojo lenobo in bi rekel, meni se ne da v tem trenutku v naravo, naj narava pride k meni. In odpreš okna in vrata in rečeš, narava, jaz želim stik s teboj, pridi k meni. In bodo čebelice prišle noter in bo zavel veter in boš zavohal naravo in bodo listki prišumeli noter. Narava te podpira.
Ni pa edini način, da greš v gozd, da greš od doma. Lahko gozd pride k tebi. Lahko za zaprtimi vrati in okni rečeš, narava pridi k meni in bo esenca in energija narave prišla k tebi. Sprejmite določene dele sebe, ki so pač leni. In si rečeš, telo, jaz vem, da bi bilo dobro, da se gibaš, ampak jaz sem lena, meni se ne da gibati, meni se ne da v hrib, meni se ne da na trening. Zato telo, dajva najti en simpatičen način, da boš ti super in jaz bom super v tem, da pač ne grem. In rečeš, telo, kaj pa, če bi ti samo od sebe začelo sebe podpirati, da dobim vse to, kar potrebujem. Ali pa samo rečeš, mogoče pa lahko si enkrat na dan zavrtim video 3-minuten od Jane Fonda, ki skače v pajkicah in toliko pozorno gledam, da bo telo mislilo, da delam. In telo bo delalo, zato ker se boš ti odločil, da boš pozornostjo tam. Ker to je magičnost tvojega življenja. Ker ne gre se za to, da dviguješ uteži. Gre se za to, da ko dviguješ uteži, si toliko prisoten, da kreiraš spremembo telesa. In če bi bil, ko gledaš smučanje, toliko prisoten v smučanju, kako se gibajo smučari, kakšne mišice imajo, kako se napenja telo in kaj delajo, bi celo tvoje telo šlo s tabo tja in bi začelo telo dejansko to delati, kar dela smučar na ekranu. Ampak ne, tvojim reče, ne, jaz moram v fitness. Ali sploh razumete, kako zelo bolj magičen je ta svet, v katerem živite? In torej, če se ti ne da v naravo, reci, narava pridi k meni. In ti bodo ljudje začeli nositi rože, če ti ne boš šla ven po rože. Ker življenje ti bo vedno dostavilo to, kar potrebuješ, ko ti sprejmeš, da ti si to, kar si in si pač v nekem pogledu lena. In je okej, ker vsi ljudje ste leni. Samo vsak ima svoj področje, kjer je lena. In torej ni potrebe po nikakršnem sramu. Vprašamo, lahko to razumete? In torej, ne gre se za to, kaj moraš narediti. Gre se za to, da dovoliš, da so stvari zate storjene, da pride k tebi. In če si ena od tistih oseb, ki hoče imeti fit telo, pa se ne spravi na telovadbo, se pa predaj temu, da gledaš gimnastiko ali pa nogomet ali pa neke druge športe in samo za 5 minut zares si noter. Bodi noter, ko gledaš, kako se premikajo. In dejansko tvoje telo se bo s tem informiralo. Enako je, naprimer, če gledaš, pa zdaj se boste vsi nasmejali, ampak naprimer, če gledaš oddaje, kjer delajo tortice in gledaš oddaje in si ti noter, telo dojema, kot da ti uživaš tortico. Res je to, zato ker ni važno, v katero smer gre. Gre se za to, kam se ti cel daš. In recimo, če gledate radi oddaje z živalmi, ko greš ti noter in gledaš to, ti dejansko postajaš, sebe povezuješ z zavestjo živali in ti boš lahko začel slišati sporočila in komunikacijo živali. Ker to je vaša zavest. Torej, toliko več je mogoče od tega, kar vi mislite, da je mogoče. In to je naš odgovor tebi. Hvala za tvoje vprašanje. Prvo, kar je pomembno, je to, da se zavedate. Ko greste v katerikoli dogovor, potrebuješ
izraziti, kaj si ti iz svoje strani želiš. To zdaj ni vezano konkretno na ta primer samo, vezano je na vse dogovore. Vedno moraš ti povedati iz svoje strani, kaj si ti želiš. Recimo, greš ti k frizerju. Logično je, da te bo frizer ostrigel, bla, 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 ampak ti moraš povedati, kaj si ti želiš, ko prideš v ta dogovor. Recimo, lahko poveš, jaz si želim, da me ostrižeš in da bo moja nova frizura sporočala, kako zelo energična in žareča ženska sem. Lahko rečeš, prosim, ostriži me mladostno. Ni važno, ampak vedno, ko greš v nek dogovor z drugo osebo, moraš izraziti, kaj si ti želiš. Recimo, če tega ne izraziš in samo potihom si želiš nekaj, kar se zgodi, je, da ti ne daš svoje namere v akcijo. Če bi vedno izrazili to, kar si želite in dali ven, jaz si želim to, meni je pomembno to, jaz želim to, bi osebe bile vedno informirane z vašo namero in bi se lahko energija odnosa razvila tja. In torej, kar vidimo, je v veliko vaših dogovorih so neka predvidevanja in pričakovanja, kako bo, kar pa potem pogosto privede do tega, da vsak drugače razume ta dogovor. In torej, prva rešitev je, da vedno, ko greš v nek dogovor, da ti izraziš, kaj si ti zase želiš. Recimo, mogoče ne boš mogel vedno izraziti, kaj si ti zase želiš osebi, ki je tam, ampak važno je, da ti izraziš zase. Recimo, če greš ti na maraton in se odločiš, da boš tekel maraton, ti ne potrebuješ vsakemu tekaču povedati, kaj si ti želiš in tistim tam, ki bodo merili tvoje rezultate, kaj si ti želiš. Ti lahko sebi poveš, od te tekme jaz želim to. Se pravi, v karkoli greš, ti moraš vedeti, kaj si ti od tega želiš. To je tvoja vstopna namera. In če ti tega nimaš, te osnovne vstopne energije, se pač zapelje, kamor se zapelje. In torej za vse vaše dogovore v odnosih, poslovne, zasebne, za vse vaše dogovore, ko imaš ti jasnost, kaj si ti želiš, ti s tem razpreš preprogo, da na to pot lahko stopiš. Lahko, da sem razumete. Če te jasnosti nimaš, se največkrat ta pot ne zgodi v smer, ki si jo ti želiš. In torej, tvoje vprašanje, ko iz nekega dogovora ne dobiš tega, kar si ti želela, potrebuješ jasno izraziti še enkrat. Ne iz jeze, ker tega še nisi dobila, ampak iz ljubezni do sebe, kaj si ti zase želiš. In samo poveš na glas, oziroma najboljše je, če poveš na glas in rečeš, jaz sem v ta dogovor vstopila, ker sem si zase to želela. In samo izraziš, kaj si ti želiš. Ne kaj mora oseba tebi dati, ampak kaj si ti želiš in rečeš, jaz si to želim zase, kako lahko jaz to dobim? Kako lahko narediva, da jaz to doživim? Se pravi, ne greš v to, ti moraš meni to dati, ker sem jaz tebi to plačala. Ti moraš meni to, ker sva se to dogovorila. Ampak samo rečeš, jaz sem vstopila v to, ker sem si zares želela to doživeti in jaz si to še vedno želim. Kako lahko midva narediva, da jaz to doživim? In ali vidite, kako je čisto drugačna energija? Jaz si to želim, ustvari prostor. Kako bova midva to naredila? Povezana sva, skupaj sva v tem, dajva sodelovati. In ko prideš iz te energije, bo oseba na drugi strani dejansko začela sodelovati in ti bo morda rekla,
joj, jaz sem to situacijo čisto drugače razumela, jaz sem pa videla to in jaz si zase želim to. In se začneš potem tam pogovarjati. Lahko bo pa rekla, ja, v redu, dajva se dogovoriti. Se pravi, bistveno je, da razumete, ker nimate vstopne jasnosti, zakaj si nekaj želite, se velikokrat situacija čisto drugam zapelje, kot ste si vi želeli. In ko se to zgodi, samo prideš nazaj v to, kaj si ti želel in kaj si danes želiš in to skomuniciraš. Na način, ki je, jaz si to želim, kako bi midva to ustvarila, da bi jaz to doživel. Ali lahko vsi do sem razumete? In torej, če bi šli vi k vsakemu frizerju na način, da bi vedeli, danes želim dobiti noro dobro frizuro. Če bi šli k vsakemu zobarju, jaz se želim noro dobro počutiti in danes bom popolnoma na naraven način se bo telo anesteziralo, zato da me nič ne bo bolelo, da se bom udobno počutil. Zdaj grem na zmenek in želim biti zapeljana in želim uživati v izmenjavi s tem moškim, žensko, bla, bla, bla. Zdaj bom prišla domov in se bom lepo povezala s svojim partnerjem, bla, bla, bla. Se pravi, večkrat, kot uporabite te vstopne namere, kako se želite počutiti, vi s tem tlakujete pot, odpirate prostor. Lahko to razumete? Torej, zdaj pa še nekaj glede dolgov. Ko ti oseba dolguje nekaj, denar, uslugo, ni važno kaj, se vi velikokrat postavite v vlogo nasprotnika. Ta oseba meni to dolguje, ta oseba je slaba, ker mi to dolguje in ti se ločiš od te osebe. Zdaj pa pozor, iz ločenosti ne boš nikoli dobil nazaj denarja ali to, kar ti je bilo, ni bilo dano. Nikoli. Iz ločenosti, vsak so na svoji strani reke, kregava se in se ne slišiva, iz te ločenosti ne bo nikoli prišlo do izmenjave, ker izmenjava se dogaja, ko si povezan. Zato, z dolgovi je enako. Ugotoviš, kaj si ti želel, zakaj si ti vstopil v to situacijo. In največkrat boste ugotovili, da ko ste posojali denar, ste posojali zaradi občutka, da boste nazaj dobili ljubezen, potrditev, prepoznavo, bla, 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 bla. In samo greš in osebi poveš, poglej, iskrena bom s teboj. Denar sem ti posodila, ker sem se v tistem trenutku počutila slabo, da ti ga ne bi. In je šlo v resnici zame, zato da bi me imel ti rad, da bi me imela rada. In zdaj, ko ne dobim tega denarja nazaj, mi je zelo hudo in me boli. In bi rada in si želim ta denar nazaj in želim si, da najdeva način, da bom jaz dobila ta denar nazaj. In greš tja in si go in si pristan in daš sebe in poslušaš drugo osebo. Druga oseba bo pa rekla, joj, meni je pa tako težko bilo sploh reči za ta denar, ampak sem bila v totalni krizi in tralalala in bo povedala svojo stran zgodbe in s tem se povežeš in se začneš pogovarjati potem o rešitvah. In rečeš, v redu, jaz si želim ta denar, ti si želiš ta denar dati, v redu. Dajva najti skupno rešitev in se potem pogovarjaš. Če osebo ti dojemaš kot nasprotnika, ti oseba nikoli ne bo prišla dati nazaj. Nikoli, 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 ker to ni mogoče. Če je tvoj poslovni partner, tvoj nasprotnik, ne moreta sodelovati. Ne moreta. In torej, kadarkoli imaš kakršenkoli dolg, najprej spusti jezo do sebe, da si to skreiral in se vprašaj, zakaj sem ta denar sploh dal ali pa to stvar. Si oprosti za to, potem pa pojdi do osebe in ji izrazi, jaz si želim to, kako lahko midva to narediva, da jaz to dobim. Ne kako, kdaj mi boš vrnil, ampak kako lahko ustvariva situacijo, na kakšen način ti jaz lahko pomagam, da ti daš meni nazaj denar. Karkoli je. Če imate kakšno vprašanje, če glede tega lahko postavite vprašanje. Sicer odpiramo prostor za novo vprašanje. Hvala.
Torej, prvo, kar je pomembno, je zavedanje, da ker imate obsodbo do denarja, se hakljate v pomanjkanje denarja. In ne gre se za to, kdo je tisti, ki vam je dal. Gre se za to, da se vi počutite slabo, ker ste nekje vzeli denar, če ste vi tisti, ki ste v dolgu, recimo. In torej, kar je najpomembnejše, je, da najprej spustite to, da se obsojate, ker ste na tak način dobili denar. In samo začnete sebi dovoljevati to. V redu, v tisti točki mojega življenja sem vzel kredit, ker sem samo na tak način videl, da lahko dobim to, kar sem si želel. In si začneš oprostiti in si rečeš, super, zato imam zdaj hišo, ker sem si sposodila denar. Jupi, super, fino. Kredit ni slab, dal mi je to hišo. Banka ni slaba, ker hoče ta denar, ker mi je omogočila hišo. In se namesto, da se fokusiraš na to, da imaš kredit in da ga banka hoče in tralala in hopsasaj in vse te drame, se najprej fokusiraj na to, hvala, da mi je bilo na tak način dano obilje. Hvala, da lahko doživljam zdaj svoj dom na tak način. Hvala, da sem na tak način lahko skreiral pritok. Zdaj pa, vesolje, hvala, ker mi daješ nove priložnosti, da ustvarim pritok. In se sfokusiraš, kje želiš izraziti sebe, v kakšno dejavnost želiš dati sebe. In začneš dajati sebe v svet, da se ti začne ustvarjati pritok. V vsakih komunikacijah, tudi če je banka, imaš nasproti sebe osebo, ki je človek, ki je iz krvi, iz kosti, tako kot ti. In tudi v primeru, da je zadaj zavarovalnica, banka, katerakoli organizacija, ti moraš biti človeški, ki greš tja in rečeš, moja realnost je takšna, jaz si to želim, kako lahko mi naredimo, da bo to mogoče. In se pogovarjaš kot človek. In prideš enkrat. In prideš vedno iz tiste svoje ranljivosti in pristnosti. Na nasprotni strani tudi banka, ki je takšna struktura, je polna ljudi. In tudi te ljudje imajo težave. In tudi te ljudje imajo kredite pri svoji ali drugih bankah. In torej, kar morate razumeti je, vse so odnosi. Vse temelji na odnosih. In zato, če ti ne začneš negovati sebe in skrbeti zase in dajati sebi ljubezen in prepoznavo in si oprostiti za to, da se obsojaš, ker si vzel denar, če ne začneš tukaj, ne boš zunaj sebe nič mogel povečati in skreirati. In torej, ne gre za denar, gre za odnose in gre za to, in zdaj poslušajte vsi, ker ste vsi tukaj bosi in to povemo z ljubeznijo, v katerikoli odnos vstopaš najprej z beneško masko. In greš na obisk in imaš beneško masko na sebi in se obnašaš tako, kot se tebi zdi, da bi takrat in v tistem okolju te ljudje od tebe to želeli. In potem imaš ti modro masko in oseba ob tebi ima zeleno masko in vsak ima neko masko. In pravzaprav zelo redko in zelo z določenimi ljudmi daš ti to masko dol. In ko greš na banko, daš gor masko, kako se moram tam obnašati, da bo primerno bla, 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 bla. Zakaj ne greš v banko v trenerki ali po pižami? Zakaj? Ja ne, zato, ker zato se pa ne spodobi. Tra-la-la-la-la-la. Ampak a vidite, kako izgubljaš sebe, ko vstopaš v vloge in živiš za maskami? In torej, bosi ste v tem, ker verjamete, da morate biti drugačni, da boste sprejeti. V resnici morate biti pa točno to, kar ste. In ko greš naslednjič na obisk, ne nastavljaj se, da boš boljše volje. Pojdi tak, kot si. In ko naslednjič hočeš nekaj urediti na banki, pojdi tak, kot si. Cel ti. Tja pojdi tak, kot si. In bodi pristen in človeško povej, poglejte, zame je tako. To je moja realnost, to si želim, kako lahko mi to uredimo.
In enako je, če imaš s partnerjem težavo. Pridi domov. Cel, točno tako, kot si. Ga poglej v oči in mu povej. Tako si želim doživljati to s teboj. Kako lahko midva narediva, da bo to doživljala. Jaz si to želim doživljati s teboj. Pomemben si mi. Rada te imam. To si jaz želim zase. Za naju. Bodite goli. In ko govorimo o goloti, mislimo o tem, da daj najbolj ranljivi del sebe ven. Najbolj vas je strah, da bi bili vidni, da bi vas ljudje videli v vsem vašem sranju. Ne zavedate pa se, da šele takrat, ko pokažeš celo svoje sranje, oseba tebe lahko začuti in gre s tabo v to situacijo. In v resnici noben del tebe ni sranje. So samo delčki, ki si jih ti označil kot slabi, slabši, manj vredni, bla, 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 bla. In zakaj ne greš s celim svojim bitjem pred osebo in poveš tako, kot zate je, iz čutnosti svojega bitja, iz sebe. In šele takrat, ko prideš iz te golote, oseba začuti tebe in avtomatsko se začne proces iskanja rešitev. Vprašamo, ali imate kakšno vprašanje glede tega, kar smo zdaj odprli. Torej, ni važno, kako blizu je oseba, ker ne gre zanjo, gre zate. Gre za to, ali si želiš živeti ves čas ustvarjanju nekih zgodbic o sebi, ali si samo želiš biti ti. In to ne pomeni, da pojdi in vsem ljudem povej vse svoje skrivnosti. Ne gre za to. Gre za to, da ko imaš interakcijo z osebo, daš sebe ven, kar ti v tistem trenutku si. In torej, ne gre za druge ljudi. Gre za to, ali si pripravljen se dati v ta stres, da ves čas ustvarjaš neke zgodbice o sebi in da samo neke lepe dele sebe daješ ven in kažeš in jaz pa to zmorem, jaz pa ne, Ali dejansko samo prideš in si, tako takrat si. In ja, včasih bo prišel en del tebe ven, ki ga redko čutiš, ampak bo prišel ven. In torej, ne pravimo, da povejte vsem ljudem vse o sebi. Pravimo pa, da nehajte skrivati najbolj ranljive dele sebe. In začnite pri odnosih, ki so najbolj blizu. In ko boste tam spustili to zavoro, boste lahko povsod to. Naj povemo drugače. Najbolj vas zbližuje vaša enakost. In ti imaš mogoče težavo, ker si lena in se ti ne da v gost. Zraven tebe je pa oseba, ki je lena in se ji ne da kuhati. In zraven nje je oseba, ki je lena in se ji ne da na telovadbo. In zraven nje je oseba, ki je lena in se ji ne da hoditi v službo. In ko ti rečeš,
Lena sem, ne da se mi v gozd. Rada bi, da bi hodila v naravo, ampak se mi ne da. In daš to pristnost ven, bo oseba zraven tebe začutila, jaz sem enaka, meni se ne da kuhati. In boš takoj ustvaril povezavo. Ne bo nobenega zidu med vama, ker bošta se zaznala enaka sva, skupaj sva v tem. In to ne pomeni, da zdaj hodi okoli in vsaki osebi pove, ne da se mi v naravo, ampak ko pride situacija, ne zapakiraj tega v to, jaz sem se zdaj odločila, da bom malce bolj športala in hodila v gozd. Ne! Povej tako, kot je. In recimo, denar. Tako težko vam je osebi povedati, da ste nekomu dolžni denar. Ker bla, 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 kaj vse so obsodbe, ki so pripete na to. Ampak skoraj vsi ste nekomu dolžni denar. Če pa niste zdaj, ste pa bili. In torej ste enaki. Sram vas je povedati, želim si več seksa, ne seksam dovolj. Ker si rečeš, zagotovo sem jaz edini čudak na tem planetu, ki ima ta problem. Ni res. Vsi v tem prostoru imate ta problem. Ampak, a lahko vidite, da zdaj, ko ste se zasmejali, ste se dejansko povezali. In nič ni slabega v tem. Pristnost, zdravi. In ne potrebujete se delati, da ste pogruntali življenje. Delite to, kar ste pogruntali, istočasno pa delite to, česar niste. In je v redu, ker nihče zunaj vas od vas ne zahteva perfektnosti. Edina oseba, ki hoče sebe dojemati kot perfektno, si ti. Ampak nisi. In vsi bi lahko šli večkrat v naravo in vsi bi lahko imeli več spolnih odnosov in vsi bi lahko imeli bolj bogato denarnico in vsi bi bla, 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 bla. V resnici ste eno. In to, kar se dogaja s tabo, se dogaja z osebo zraven tebe. Ampak ne. Ti ne pokažeš, kje si ranljiv, zato ker se nočeš počutiti ločen. Nočeš, da bi te obsojali. V resnici pa ravno takrat, ko daš to ven, odpreš polje, da oseba lahko da sebe ven. In to ustvari najmočnejšo povezavo. In zato izziv za 1 mesec, za vse v tem prostoru. Naslednjič, ko boš hotel nekaj deliti, pa se boš ustavil, ko si bo tvoj rekel, raje ne povej tega o sebi, pojdi čez to in povej to. Se pravi, nekje boš in boš nekaj hotel deliti svojega, ranljivega in bo rekel, tiho bodi, bolje, da nihče ne ve, da nimaš opranih spodnjih hlačk. Ampak nisi prva oseba na planetu, ki hodi 2 dni ali 3 dni zaporedoma v istih hlačkah. Ko boš na meji, da nečesa ne poveš, da enega dela sebe ne pokažeš, takrat se spomni in samo povej, pokaži. Bodi odprt zase. Ne za druge ljudi, ne gre za druge ljudi, zate gre. S tem ti daješ dovoljenje sebi, da ne potrebuješ živeti v zgodbicah. In zdaj ob zaključku vaja, ki bo vse te energije, ki so danes prišle v vas, prizemljila, samo zapri usta, daj, naredi slino, pogoltneš in daš jezik v U.
Če ga zmoreš dati v U, če ne, ga si vizualiziraj, da ga daš v U. U. Če zmoreš dati v U, daš, če ne, si vizualiziraš, da je jezik v U. Zaprti ustam, jezik v U. In dihaš skozi nos. In samo držiš jezik v U. Držiš jezik v U ali pa vizualiziraš, da je tvoj jezik v U. Če ga ne moreš dati, samo vizualiziraš, moj jezik je v U, moj jezik je v U. Dihaš, spustiš. Še enkrat zbereš slino. Pogoltneš. Daš jezik v U. Vizualiziraš, daš jezik v U. Dihaš skozi nos. Držiš jezik v U. Spustiš. Še zadnjič. Zbereš slino. Pogoltneš. Še zadnjič držiš jezik v U. Vizualiziraš, daš v U. Dihaš skozi nos. In spustiš. To je super vaja, da ujameš energijo vase. Da zapreš proces. In za zaključek te povabimo, da samo nežno zapreš oči. In se zaveš, si točno tam, kjer moraš biti, točno takšen, kot potrebuješ biti, točno doživljaš to, kar si zdaj prišel sem doživljati, nisi v nikakršni časovni stiski, ničesar nisi spregledal, nič ni šlo mimo tebe. Tvoja edina skrb naj bo tvoj pretok, tvoj užitek, tvoja dobrobit, tvoja povezanost s seboj. Kakorkoli želiš to imenovati, tvoj pretok. In iz tega pretoka ti bo vedno dano vse v točno takšni obliki, skozi točno takšne ljudi in takšne odnose v pravem času. Ker tukaj si, da bogato doživljaš sebe. In zato pojdi domov danes samo z enim vprašanjem. Kako lahko danes poskrbim zase? Kaj je izraz moje največje ljubezni do sebe? Kaj je moj top da? In samo to si daj. Ostalo pusti pri miru. In zdaj okoli tebe razpenjamo zlato energijsko zaščito, da zapremo ta proces, ta prostor, to energijsko matrico, ki se je danes kreirala zate. 3, 2, 1. In ko boš pripravljen, lahko nežno na svoj način počasi odpreš svoje oči, prebudiš svoje telo. Z ljubeznijo smo tukaj zate, vsi mi, duhovni vodniki, angeli in svečeniki, ki smo danes držali prostor za ta čudoviti preboj in prebuditev. Hvala.